Predlagam, da kar začnemo s prvim predavanjem. Torej, kaj sploh so možgani? Možgani so središče za počutje, razvoj odnosov, empatijo, zadovoljstvo v življenju ter še marsikaj. Spreminjajo se vse življenje, nenehno se razvijajo, razvoj pa poteka z našo zavestno odločitvijo in vztrajnostjo, predvsem pa v povezanosti z ljudmi, ob katerih se počutimo sprejeto in varno. No, sedaj pa vabim, da se mi pridruži prva predavateljica, docent dr. Andreja Poljanec, ki je psihologinja in specialistka zakonske in družinske terapije, da nas navduši nad novimi možnostmi za osebni razvoj. Evo, vidim, da ste kamero že prižgala, najprej bi pa mogoče še spregovorila par besed o vas. Torej, Andreja Poljanec je zaposlena na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj in sicer na podružnici v Ljubljani, kjer je vodja študijskega programa psihologija in predavateljica, zaposlena pa je tudi na študijsko-raziskovalnem centru za družino, kjer je strokovna vodja ter izvaja individualno in skupinsko psihoterapevtsko in psihosocialno pomoč posameznikom, parom in družinam. Kot že rečeno, nam boste danes predstavili duševno zdravje, pomen duševnega zdravja in zato vam kar predajam besedo. Zdaj bomo skušali skupaj malo tole tudi sproti razmišljati. Jaz bom podala nekaj mogoče znanj, vsebin, namigov, kako lahko boljš poskrbimo za duševno zdravje, ker v resnici duševno zdravje je nekaj, kar ni čisto samo po sebi umevno. Za duševno zdravje v svojem življenju, pa tudi v življenju, na primer, če smo starši svojih otrok ali pa tistih, ki so nam zaupani, se moramo v resnici neprenehoma truditi. Tako da je ena taka to zadeva, na katero moramo vedno biti pozorni, vedno kaj novega ugotoviti, kaj nas ovira pri tem, da bi se počutili zadovoljne, da bi bili zdravi v neki zdravi, pozitivni duševni kondiciji. Tako da se mi zdi, da to so take stvari, ki se jih nikoli ne moramo čist naveličati in se nas vedno dotaknejo in vedno lahko kaj novega umestimo v naše življenje, tudi odvisno od tega, v katerem življenjskem obdobju smo, kaj počnemo in nas potem to skozi žene, da lahko razmišljamo, reorganiziramo svoje življenje, dopolnimo kaj, prihajajo tudi nova znanstvena spoznanja, ki nas na nek način na svoj način spodbujajo k temu, da določene stvari sploh razumemo na bolj izpopolnjen način in nas to potem spet požene, da si želimo še mogoče kakšno drugo stvar izboljšati, še kaj drugega popeljati v naša življenja ali pa kaj oddati, čemu se odpovedati, kar nam pa recimo kar ni, zadovoljstvo v življenju ali pa nas obremenjuje. Tako da bomo danes skušali o tem malo razmišljati skupaj. Tako da ena taka stvar, ki je v zadnjih 40 letih, na primer, res izredno poznana, tudi v Sloveniji vedno bolj, in tudi nevroznanost to dokazuje, psihologija odnosov, pozitivna psihologija in še mnoge druge vede, tudi medicinske stroke, da so varni in sproščeni odnosi nujen pogoj za to, da se mi sploh lahko v resnici kvalitetno razvijamo v smeri počutja pozitivnega, osebnostno razvijamo in da smo tudi telesno, kolikor se da zdravi. In zdaj tako, če smo že prej v otroštvu imeli možnost živeti v družini, kjer so bili sproščeni pa varni odnosi, je to seveda toliko bolj dragoceno. To pomeni, da so naši možgani odraščali in se razvijali v nekem mehkem okolju, spodbudnem okolju, pozitivnem, empatičnem, varnem, rečemo, in imajo potem naši možgani že take zdrave zametke, en tak model, kako lahko tudi kasneje v življenju čim bolj polno dojemamo sebe, čim bolj znamo se v odnosih znajti, zaupamo ljudem ali pa vemo, katerim ljudem boljš, da ne zaupamo in smo spretni v tem in to vse pozitivno vpliva na to, kako si mi tudi ustvarjamo
odnose, kreiramo življenje v poklicu in na različnih vidikih našega življenja. Če pa te možnosti nismo imeli, da smo bili tukaj na nek način prikrajšani, da starši niso zmogli ene sproščenosti, ali pa so bili kaj bolni, ali pa je bil kdo pokojni, ali pa kakršnekoli take stiske, ki so nažalost tudi zelo pogoste, v mnogih odstotkih so te stiske prisotne, pa imamo potem možnost, in temu bomo posvetili današnje predavanje, da spreminjamo navade, prepričanja, razumevanje sebe, sveta okoli sebe, ljudi, da se naučimo novih veščin, da se urimo v spretnosti empatije, da poskrbimo tudi za telesne potrebe, da dovolj spimo in potem s temi pozitivnimi procesi v našem telesu, v odnosih z drugimi, si lahko tudi poiščemo ljudi, ob katerih se počutimo sproščeno in imajo naši možgani na ta način možnost potem se celo življenje dograjevati, torej ponovno razvijati, vedno se razvijati in spreminjati. V resnici se spreminjajo tako na kemijski ravni, potem na fiziološki ravni, na strukturni ravni. Skratka, naši možgani so k sreči tako ustvarjeni, da so plastični, rečemo, vse življenje. In mi imamo možnost skupaj z ljudmi, ob katerih se počutimo varno, ki na nas dobro vplivajo, ki jim lahko zaupamo, ob katerih čutimo, da smo v nekem takem čustvenem stiku, v neki taki čustveni povezanosti, ki nas pomirja, nas vodi, na nas dobro vpliva, da lahko torej tudi, bi rekla, zapisane krivice iz otroštva ali pa mladosti nekako prečrtamo in vpeljujemo nove vzorce razmišljanja, doživljanja in s tem neprenehoma izboljšujemo naše življenje, način življenja in vse to vpliva močno na naše duševno počutje in seveda posredno tudi na naše duševno zdravje. Torej, tukaj je ena taka skica narisana, ki se mi zdi, da na en tak lep, malo poseben, pa vsem prisrčen način ponazarja to vzajemnost odnosa, a ne? Da mi smo v odnosu z drugimi šele sposobni in imamo eno tako možnost se čim bolj polno razvijati. Sami v svoji sobi z tega ne moramo nekako dosegati. Zato, da se naši možgani čim bolj polno razvijajo, na več področjih potrebujemo nujno varne odnose. To je malo za občutek, mogoče ponovitev kakšnih znanj že iz prejšnjega vašega šolanja, ampak se mi zdi, da je dobro, če kakšno stvar večkrat slišimo ali pa vidimo, tako da tukaj je ena zelo preprosta skica možganov. Z roza je pobarvan prefrontalni korteks, no, in to zato, ker ta del možganov je posebej odgovoren za prepoznavanje odnosov, za načrtovanje, za prepoznavanje tega, kako se mi tudi počutimo, kako bomo to razumeli, kako se bomo potem znajdeli, kakšno vedenje, kakšen odziv bomo izbrali, načrtovali, kako kvalitetno se bomo z ljudmi povezovali. In skratka, zelo močno se povezuje s telim delom možganov, limbičnim mu rečemo, kjer sta pa amigdala, pa hipokampus, ki je odgovoren za spomin, pa amigdala recimo zelo močno, mogoče eno stvar omenim, za vznik strahu. In potem, če zmoremo eno tako integracijo, povezanost v naših možganih in jo neprenehoma se truditi razvijati, z zavedanjem svojih občutkov, s povezovanjem teh občutkov z izkušnjami, da se učimo iz izkušenj, kaj je dobro delovalo, kaj nam je izboljšalo počutje, kaj pa je bilo, na primer, bolj zahtevno, tesnobno, boleče. Potem na podlagi vsega tega lahko na podlagi izkušnja predvidevamo, kako bi v prihodnosti lahko
boljš razumeli situacije in se tudi boljš odzivali, razmejili mogoče od kakšnih stvari, boljš pomirili določene situacije in tudi sebe, svoje telo. Tako da tukaj je prikazana ena shema, kako je dragoceno, da možgani delujejo čim bolj kot ena taka uglašena celota. Ker če tega mi ne zmoremo z eno našo zavestno voljo uravnavati, potem to močno slabšalno vpliva tudi na naše duševno zdravje. Če na primer mi ne zmoremo prepoznavati dovolj hitro, kako se počutimo, kako določeni odnosi na nas vplivajo, za katere stvari se na primer sekiramo, kaj nas obremenjuje, kako določene stvari doživljamo, in da znamo o tem marsikaj povedati, razumeti, se pogovoriti z ljudmi in potem na podlagi tega narediti neke določene sklepe in načrte, potem rečemo, da so naši možgani premalo integrirani, kot da ne delujejo celostno, ampak vsak del zase nekaj dela, zato ker ta limbični sistem na primer deluje bolj na nezavedni ravni, na nevrofiziološki logiki, da se čustva pa občutki pa ti nevrotransmiterji sprožajo, ne glede na to, a smo mi na to vplivali ali ne zavestno, ampak imamo pa potem po drugi strani možgansko skorjo, ta prefrontalni korteks, ki sem ga omenila, s katerim pa mi lahko in zmoremo to tudi razvijati in trenirati, pa vplivamo potem zavestno na to, da uravnavamo te občutke, počutje, da se znamo umiriti, ubesediti stvari, se povezati z ljudmi, povedati, kaj nam je všeč, kaj nas moti, kaj nas vznemirja, kaj si želimo, in se tudi odločati za določene spremembe v življenju. Tole se mi zdi ena taka dobra skica, ki prikazuje, kako nezreli so naši možgani ob rojstvu. Torej, mi imamo ob rojstvu od vseh primatov, od vseh živalskih vrst, če bi tako rekla, ker smo na istem deblu, najmanj zrele možgane, torej najmanj povezane možgane, torej te nitke, ki so tukaj levo na sličici, pa te potem koreninčice, so prikazani nevroni, to je ena taka specializirana celica v možganih, nevron, no, in potem te nevroni se med sabo mrežijo, se povezujejo s sinapsami in tako naprej. In poglejte to zanimivost, spodaj piše pri 7 letih, kako gosta mreža v naših možganih je stkana. Kar konkretno pomeni, da z vsemi izkušnjami, z vsemi smejanji, motoričnim razvojem, raziskovanjem, učenjem besed, mogoče že določenih inštrumentov, glasbe, pogovarjanja, igre, druženja s starši, pomirjanja, so v 7 letih naši možgani ena zelo gosta čipka. In to pomeni, tisto, kar sem vam v uvodu rekla, da je v možganih že na nek način skonstruiran nekakšen model, kako mi razumemo življenje, kako razumemo in kako doživljamo sebe, kako doživljamo druge, kaj pričakujemo od drugih in kako se nam zdi, da nas drugi pomirjajo ali nas ne pomirjajo, ali je skozi eno napetost v družini, ali so konflikti, torej na tem spektru. In seveda tudi drugi zapisi, torej motoričnih, glasbenih in drugih inteligentnosti. No, in potem tretji ta prekat pa ponazarja mladostnikove možgane, kar je pa, če opazite, zanimivo, da so pa spet bolj redke te povezave, ker se pa zgodi v mladostništvu, da pride do obrezovanja nevronov. Zato, da se naredi prostor, bi rekli, ker ga tudi vidimo čisto konkretno, da lahko mladostnik, in zato je tudi na nek način zahtevnejši, bolj občutljiv, na novo razmišlja, več hoče po svoje preveriti, večkrat hoče
ugotavljati, zakaj nečesa ne dovolimo, zakaj nekaj mora in tako naprej, zakaj so nekatere vrednote sploh pomembne v družini, če se njemu zdijo, ne vem, mogoče celo trapaste ali pa kaj takega. No, ta prostor se v možganih mladostnikovih naredi, zato da lahko spet v tem enem kritičnem obdobju zorenja potem se bolj polno razvija na en svoj edinstven način. V odnosih, ki si jih potem že sam izbira, vemo, koliko pomembni so takrat vrstniški odnosi, odnosi s kakšnimi vodji, trenerji, tudi kakšnimi mogoče svetovalnimi delavci, vzgojitelji v dijaškem domu in predvsem tudi zelo močno z vrstniki. In tisto, kar je zelo pomembno, da vemo, je, da v tem obdobju imajo tudi starši, imamo starši še ogromno možnosti, prav enega tazga lepega potencijala, da določene stvari na novo razumemo, na novo prevrednotimo v mladostniku, mu na novo prisluhnemo. In v tem obdobju lahko ta model, ki smo ga prej v otroštvu že imeli na nek način zelo močno vzpostavljen, ga vidimo, že tudi ob starših in še ob drugih ljudeh, že do določene mere spremenimo na bolje. Naprimer, v smeri bolj kvalitetnega duševnega počutja, duševnega doživljanja, doživljanja sebe, vrednotenja, torej samopodobe, vrednotenja in tega, kako poskrbiš zase, kje si postaviš meje, koliko posegaš po mogoče snoveh, ki so škodljive, koliko delikatno se vedeš, koliko nevarno se vedeš v tem obdobju in tako naprej. Tako da je to eno tako obdobje, ki je še vedno zelo močno z povezanost v družini, pa z odraslimi, ki so zate odgovorni. Potem v odraslosti pa že lahko dobimo čisto eno tako spet novo konstrukcijo odnosov, ki si jih sami izbiramo, ker pa nismo več odvisni ekonomsko pa fizično tako od staršev, in takrat spet ponovno dobimo možnost, da vplivamo, kako se bojo naši možgani razvijali. To sem že v uvodu povedala, da lahko vsaka izkušnja spremeni na nek način možgane. Tudi ta izkušnja, da smo danes skupaj, bo do določene mere naredila eno izkušnjo, ki bo pač zapisana v možganih, ker ne bomo mogli reči, da je nismo imeli. Tako da vsaka izkušnja se vpiše. In če poskrbimo za več pozitivnih izkušenj, za več takih, ki so kvalitetne, bolj se naši možgani razvijajo. Razvijajo pa se vse življenje. No, in tole bi vam rada tudi še predstavila, ker eno je pojem plastičnosti možganov, ki smo ga zdaj na nek način malo predstavili, da se neprenehoma lahko tvorijo nove povezave med sinapsami, da se na novo možgani povezujejo, da delajo nove stezice, bi rekla, ki potem, če jih okrepimo, postajajo vedno širše ceste ali pa avtoceste in na ta način mi ta model v možganih spreminjamo. No, potem je pa zdaj v zadnjih letih, to so pa še novejša spoznanja, pa prišlo celo tako daleč, da so ugotovili, samo da si tukaj malo umaknem, da, ker dolg časa namreč smo mislili, pa tudi te znanstveniki, ki nevrologijo raziskujejo, so mislili, da rast novih nevronov pa ni možna. Torej, tudi tista skica prej, ki smo jo pogledali, je nakazovala povezovanje med nevroni, ne pa rast novih nevronov, ampak samo povezovanje novo. No, med tem, ki torej nekaj približno 10 let nazaj, so pa še manj, mislim, da 2015, ampak zdaj ne vem čisto točen na pamet letnice tele raziskave, so pa ugotovili, da v hipokampusu, ki smo ga prej videli v limbičnem sistemu, to je en center, ki je odgovoren za spomin, kamor se shranjujejo izkušnje, smo rekli tudi ta današnja. Hipokampus se pa reče, če vam še kot zanimivost povem, zato ker hipokampus
je podobne oblike, če ste videli en tak repak, kot morski konjiček. In je zato po morskem konjičku dobil ta organ, zelo pomemben organ v našem telesu, torej v možganih, po tem morskem konjičku. No? Zato se tako reče, si boste mogoče lažje zapomnili. No, in ker je to center, en od pomembnih centrov za spomin, za pomnenje, konkretno pomeni, da so se izkušnje iz otroštva vpisovale v ta hipokampus, tudi v hipokampus, oziroma grejo take povezave iz drugih centrov možganov pogosto v hipokampus. No, in zdaj, zato je to tako lepa novica, da če mi se trudimo za zdravo življenje, da se potrudimo za odnose, ki so zdravi, ki čutimo, da pozitivno na nas vplivajo, da so kvalitetni, da imamo občutek, da se začutimo, da so empatični, da tudi dovolj spimo, naprimer, to bomo še v nadaljevanju malo pogledali, no, potem se začne dogajati v hipokampusu rojstvo novih nevronskih celic. Kar konkretno pomeni, zato sem tukaj tole slikco tudi dala, glejte, tukaj ta zadnja spodaj desno, kjer je rdeča podlaga, so gor narisane rumene pege, če vidite. No, in te rumene pege so v resnici novi nevroni, nove nevronske celice, kar pomeni, da mi lahko vplivamo s trudom, z eno odločitvijo, da z veščinami, ki jih urimo, in s pozitivnimi odnosi, rast, torej vznik, rojstvo novih nevronov. To pa je dobra novica, ker to konkretno pomeni, da tudi če smo prej imeli v spominu izkušnje, ki so bile boleče, žalostne, mogoče izkušnje nasilja ali pa prezrtosti, tega je zelo veliko v družinah, da imaš občutek, da sicer vse lepo teče, ampak v resnici pa nimaš občutka povezanosti, da si res prepoznan v nekem doživljanju, kako se počutiš, kako bi določene stvari razrešil, predebatiral, ko si v neki stiski, v neki negotovosti. No, in potem to pomeni, da če tukaj zdaj dobivamo mi lahko nove nevrone, da bojo oni počas delali en sloj torej čistih nevronov, ki ne bojo še obremenjeni z zgodovino, in potem se bojo te neobremenjeni, sveži nevroni povezovali naprej in na novo torej spodbujali plastičnost naših možganov in vplivali na to, da bomo imeli večje zadovoljstvo v življenju, boljše duševno zdravje, boljše duševno počutje in tudi bolj kvalitetne odnose. In to tudi vpliva potem na telesno zdravje, na organsko tako čist zdravje, tudi na demenco, kar boste v nadaljevanju današnjega srečanja poslušali. Mislim, ne vpliva torej na preventivo pred demenco, da ne bi se slučajno narobe razumeli. Tako da tale novica je čudovita in upam, da nas vse spodbuja k temu, da se splača v življenju potruditi za osebnostni razvoj, ker se potem to pozna celo v možganih. Možgani so pa center, kakor smo že v uvodu rekli, tega, kako se počutimo, kako doživljamo, kako delujemo in kako zdravi smo. No, in glejte, tukaj je pa spet ena zelo zanimiva torej fotografija, oziroma kombinacija več fotografij, ki pa prikazuje tudi to plastičnost oziroma zorenje možganov čist po primarni ravni. In tukaj od spodaj vidite, imamo eno tako barvno legendo, ki pomeni, da bolj kot so te možgani rdeče, oranžno, rumeno pa zeleno obarvani, manj so zreli. Zato te možgani na levi strani, ki jih vidimo, so možgani 5-letnika. Potem so možgani
predpubertetnika, torej tam 10-letnika, naprimer, a ne? Potem so tretja sličica možgani najstnika, pa mladostnika, in potem zadnja slika desno, ki pa vidite, je pa že zelo vijolična in modra, so pa zrelejši že možgani, torej mladega odraslega, bi rekli. To je še vedno 20-letnik je sicer v pozni mladosti, a ne? Ampak te možgani so zdaj že kar zreli, veliko funkcij že dobro deluje, med seboj so že bolj kompaktno povezani, integrirani. In če vidite tukaj od spredje, a ne, je prefrontalni korteks, ki smo ga prej omenjali, zgornji del gledamo, a ne, kako lepo zori. Poglejte, prej iz 5-letnika, koliko je še vse rdeč pa zelen, in kako potem počas zori prefrontalni korteks v vedno bolj zrelega, torej modrega, vijoličnega. In to govorimo, a ne, da plastičnost možganov poteka skozi vse po primarni ravni, skozi vse to naše otroštvo pa mladostništvo, potem pa tudi po zaključeni te primarni fazi maturacije, tega zorenja, mi lahko ponovno vplivamo na plastičnost možganov. Tako da plastičnost možganov je nekaj, kar nam ostaja kot en tak priložnostni moment, ki se vsak dan znova, v vsakem trenutku dneva nam ponuja, da lahko bolj pozitivno določene stvari gledamo, doživljamo in naredimo. In zdaj gremo na en zadnji del v resnici našega srečanja, kjer bom pa predstavila konkretne možnosti, kako lahko mi vplivamo, poleg tega, da, kar sem že sproti prepletla, poskrbimo, da imamo okoli sebe ljudi, ki jim zaupamo, ob katerih se počutimo varno, kjer ni nasilja, kjer ni groženj, kjer ni zanemarjanja, poniževanja in podobnih grdobi, ki so neprimerne in izredno, izredno strupeno, rečemo prav, en tak izraz uporabljamo toksično, ampak v prevodu je to v bistvu strupeno, vplivajo na naše možgane in seveda potem na duševno zdravje in tudi telesno zdravje, a ne, tudi koronarne bolezni, gastritise, možganske kapi in podobne, ne vem, debelost, a ne, vpliva tudi na telesni ravni, ampak seveda tudi na duševno počutje. No, in zdaj, kaj lahko naredimo v resnici vsi, če zmoremo toliko in toliko? Najprej ranljivosti ali pa iskrenosti, da to želimo, toliko in toliko poguma, da mogoče z nekom tudi o tem spregovorimo, če imamo občutek, da čist sami ne bomo zmogli, in ene take vztrajnosti pri treningih in da se najprej odločimo mogoče za en korak. Zato, ker to pa tudi opažamo, da če si zadamo preveč, tako kot za kakšno novo leto, ne, te slavne novoletne obljube, če si zadamo preveč naenkrat, potem se prepogosto izkaže, da tega ne zmoremo, kar je logično. Zato, ker naši možgani ne morejo potem kar 6 novosti naenkrat uveljavljati, biti pozorni na to. Mi tega ne zmoremo kontrolirati, zato, ker to nam vsem jemlje neko energijo, mi moramo imeti neko pozornost, se potruditi, a ne jeti, na primer, teči ali pa nekaj zdravega pojesti ali pa pozitivno razmišljati ali pa, ne vem, delati vaje hvaležnosti, a ne. In zato je veliko bolj, bi rekla, zrelo, modro, da se najprej odločimo za eno stvar mogoče ali pa največ 2 in potem, ko tisti 2 natreniramo, lahko dodamo, na primer, z veseljem novo veščino urjenja, a ne, da urimo novo veščino ali pa razumevanje nečesa, a ne. Tako da v enem obdobju mogoče poskrbimo bolj, da začnemo se gibati, pa gremo lahko na prvo točko, a ne. Gibanje, aktivnost, to je, na primer, veliko bolj pomembno, kakor si marsikdaj mislimo, na primer, a ne.
Zato, ker gibanje, naprimer tek, tudi sprehod, karkoli, kolesarjenje, odbojka, odvisen, kaj nam ustreza. Tukaj ni to pomembno, kaj je, razen da niso neki grobi športi, naprimer boks, ki ga odsvetujem, če bi radi skrbeli za plastičnost možganov, ker pa vpliva škodljivo. No, ampak naprimer drugi taki športi, ki vemo, da so nekako klasični in zdravi in pozitivno delujejo na počutje in to tudi mi opazimo, pa torej ta aktivnost povzroči sproščanje dopamina v naših možganih, to je pa en nevrotransmiter, ki deluje, da se mi počutimo nekako zadovoljne, a ne? In gibanje tudi sprošča naše telo, kar pomeni, da tudi vpliva na to, da se v tistem obdobju, ko gibamo, v tistem delu, v tistem terminu, ne sproža kortizol, ki je pa stresni hormon, a ne? In tako da v bistvu nekako tako dvojno delovanje, da in vpliva pozitivno prek sproščanja tega dopamina in tudi po drugi strani posredno se pol v tem obdobju sprošča tudi manj kortizola, a ne? Tako da recimo gibanje je ena taka zelo pozitivna stvar, seveda je treba imeti toliko in toliko discipline, da ga uvedemo, ampak če začnemo po malem in če vemo, če razumemo, da to pozitivno vpliva na naše duševno zdravje, je to vsekakor ena, kar si drznemo reči, preprosta stvar za spremembo v našem življenju. To pomeni tudi mogoče konkretno iti s kolesom v službo ali pa čez vikend vsaj poskrbeti, torej nekajkrat na teden imeti neko gibanje. In da vemo, da to celo glede na raziskave vpliva pozitivno na nevrogenezo, celo na rast novih hormonov, nevronov, torej izboljšuje celo volumen hipokampusa, ker hipokampus, ne, ta morski konjiček, no, je namreč zelo občutljiv na stres. Če je v našem življenju veliko stresa, se sproščajo prevelike količine tega stresnega kortizola, a ne, torej, in krnijo razvoj hipokampusa, zavirajo razvoj. A ne, kar pomeni, da če mi potem začnemo z nekim manj stresnim življenjem, da se naučimo bolj spoprijemati s stresom, torej doprinesemo k temu z rastjo novih nevronov, da bo hipokampus se povečal, ojačal, a ne? No, to potem tudi pozitivno vpliva na kognitivne sposobnosti, to je tukaj recimo že povezava z dementnostjo, ki je potem manj možnosti, da se bo razvila, a ne? In izboljšuje počutje. No, potem naslednja ena taka lepa stvar je ukvarjanje z umetnostjo. S katerokoli umetnostjo na nek način, zato ker umetnost, ko se ukvarjamo z njo, zahteva neko tako introspekcijo, pomiritev sebe, razmišljanje, tudi sočutje do sebe, kako bomo temu prisluhnili, kaj bomo mogoče narisali, zlili na papir, kako bomo odplesali, kako bomo nekaj mogoče ustvarili, neko zgodbo morda ali kaj takega. In tudi s tem pomirjanjem, sočutjem do sebe ob tem, ustvarjalnim razmišljanjem, ki je pri umetnosti vedno na nek način edinstven, a ne, tudi krepi nevronske poti, povezave, torej vpliva na plastičnost možganov in tudi izboljšuje pozornost, fokus, a ne, ker gre ponavadi pri umetnosti za kombinacijo motoričnega pa miselnega procesiranja, v katerega je vključeno tudi čustvovanje. A ne? Potem še ena taka preprosta, ki smo jo prav grdo zanemarili v zadnjih desetletjih, je spanje. A ne? Mi sploh od porasta teh tehnoloških pripomočkov, ki jih imamo skozi pri sebi, telefonov in tablic, prav grdo delamo z urami spanja. Mislim, da je to čisto en tak, ne mislim, glede na raziskave to celo vem, da je zniževanje ur spanja v čist kritični
fazi in naprimer v spanju se pa možgani znajdejo v drugih teh valovanjih, v pomiritvenem stanju in se dogaja na drugačen način regulacija tudi emocij čez dan, presnovnih vseh funkcij, ko je telo v počutku, presnovne funkcije, potem tudi rast dendritov, torej nevronskih teh končičev, in zelo problematično je premalo spanja in obenem zelo pozitivno, če si spanec privoščimo. To ne pomeni, da bomo zdaj panično hodili spat, ne vem, ob 10 vsak večer in težili, če nam bo kdo to kratil, ampak da pa v grobem se tega zavedamo, da nas v bistvu te tehnološki pripomočki vznemirjajo in držijo budne. Tudi zaradi te svetlobe, ki jo dajejo, zato, ker je zmeraj kakšna zanimiva informacija, pa pogledaš še en nagovor, pa še eno glasbo poslušaš, pa še, ne vem, še nekaj pogledaš, pa ne vem, skratka, zmeraj imaš možnosti gledati vse sorte ali pa brati, in je čisto preveč. In naši možgani so potem vzburjeni in ne čutimo potrebe, da bi morali v posteljo, ura je pa že ogromno. Tako da kar ena taka odvisnost od tega ratuje, tako da spanje je tako res že po tem starem pregovoru slovenskem, spanec boljši kot žganec, in je v resnici res, samo da so to 100 let nazaj po naravni poti čutili pa vedeli, mi moramo pa zdaj, to se zdaj malo hecam, dokazati znanstveno, pa verjamemo, to je malo hec, no, potem zelo pozitivno deluje tudi početi kaj z rokami, ročna dela, vrtičkarjenje, ne vem, ustvarjanje kaj, ne vem, nakita, karkoli počnemo, tudi zelo pomirjujoče deluje na naše telo, enako sprošča spet dopamin, serotonin, znižuje kortizol, kar je pa še zanimivo, je pa, da potem pri teh ročnih delih je pogosto potem še naslednja faza, da to nekomu pokažemo, da nekomu podarimo in gre potem kar v en tak lep proces še naprej, kjer se tudi z drugimi povežemo, kjer se pa sprošča potem oksitocin, to je pa povezovalni hormon, ki se sprošča v odnosih in tudi deluje zelo pozitivno na naše duševno zdravje in počutje in je prav tako bi rekla na en tak lep način sklenjen krog tega, da mi neki, ne vem, recimo vrtičkarimo, kar Slovenci še kar radi počnemo, in potem, ne vem, ne samo eno solatko sosedi ali pa jo nekomu, ne vem, podarimo ali pa si bučke delimo polet ali pa kaj takega in se potem še celo torej v odnosih na en pozitiven način lahko povežemo, čutimo hvaležnost do tega, da je obrodilo, hvaležnost do tega, da imamo sosede, sorodnike, s katerimi se potem lahko, ne vem, bahamo, kdo ima večje buče in tako naprej. In je res neverjeten, kako preprosto pa učinkovito. Potem je tudi ena taka stvar, pa sem že malo rekla, da se ne bati negativnih čustev, ampak jih prepoznati in se jih naučiti pomiriti, zregulirati. Tukaj zdaj ne bom imela več toliko časa razlagati, ampak nič hudega. Torej, razumeti, da čustva se vedno sprožajo, tam smo rekli v limbičnem sistemu, in da je bolj stvar zorenja in sposobnosti enega tazga razvijanja osebnostnega, razvijanja veščin, kako bomo mi vse to integrirali, pa pomirili, pa razumeli. To sem že prej razlagala. Tako. Tukaj je zdaj samo še malo več napisan to, da strah pa anksioznost ovirata empatijo, pa sproščeno povezovanje. Zato je pomembno, da se naučimo s čustvi ravnati tudi, in vse te veščine, ki sem jih zdaj take zelo preproste naštela, nekako tudi upoštevati in da, ko se znajdemo v negativni stresni situaciji, da res se zavedamo, da moramo vedno poiskati nekoga, ki mu zaupamo, o tem spregovoriti,
se prek tega povezati, imeti občutek, torej pogovarjati se z ljudmi, ob katerih imamo občutek, da nas so začutili in da mi res čutimo, da so nas začutili, in na ta način najbolj zrelo rešujemo stresne situacije in se tudi sproti učimo biti hitri pri potem premagovanju teh drobnih stresnih vsakodnevnih tegob, bi rekla, ne? Postajamo spretni, ampak ne misliti, da morate to najprej znati sami, ker je veliko bolj zrelo in primerno, da to trenirate v odnosih, ki so varni. To toliko poudarjam, zato ker je ena taka zmotna slovenska, tudi druga, ampak bom rekla zdaj slovenska logika kot nekakšno prepričanje, da če bomo mi v svojih stiskah drugmu nekaj povedali, pa bi skušali razrešiti, imamo občutek, da se vsiljujemo, da smo odveč, da smo, ne vem, naporni za druge. Ampak to je res ena taka škodljiva misel, škodljivo prepričanje. Mi smo ustvarjeni tako, da se v stiski povežemo in da je v bistvu to povezovanje nekaj lepega. Tudi za tistega, ki nam prisluhne. Seveda to ne pomeni, da boš enega klical 10-krat na dan, kaj naj povem šefu, kaj ne vem, a ne naredim, ampak v grobem, da pa vemo, da se razvijamo najbolj polno v odnosih, zraven pa upoštevamo tiste stvari, ki smo jih prejle našteli. A ne? In če zmoremo določene stvari gledati tudi bolj pozitivno, z bolj pozitivnega vidika in se tega skušati priučiti, potem to tudi zelo pozitivno vpliva na plastičnost možganov. A ne? In tukaj imate eno tako anekdoto narisano, a ne, dva avtočka sta šoferja kao buta spet rdeča luč, spet rdeča luč, ta zadnji pa reče, a ne, v smislu, ne vem, lahko se malo spočijem ali pa ne vem, no, saj imam čas, na srečo sem šel ta prav čas doma ali pa, a ne, kako obrniti čisto vsakodnevne situacije, da se skozi ne jeziš ali pa da nisi skozi napet, a ne. Tako da zdaj se moramo počasi posloviti. Bom za zaključek pokazala še eno tako lepo misel, da vse to lahko nekako zasolimo s hvaležnostjo, a ne, da opazimo pozitivne stvari, to, kar sem prejle že rekla, in da smo zanje hvaležni in s tem tudi prelisičimo na nek način, bi rekla, pa ne zdaj, da zmanipuliramo, a ne, ampak s tem, ko mi treniramo pozornost na pozitivno, na to, na kaj smo pa lahko, zakaj smo pa lahko hvaležni, da na ta način spodbujamo naše možgane v pozitivni rasti. Za zaključek sem pa dala samo še en izvleček nevroloških raziskav, kjer so pa zelo intenzivno slikali 2 desetletji, 83.000 možganov so slikali in videli in delali raziskave, kakšne dejavnosti vplivajo na pozitiven razvoj plastičnosti v možganih, in se bom s tem kar poslovila, torej povezovanje, zdravo povezovanje z ljudmi, novo učenje spretnosti, torej tudi takih kognitivnih, zdrava prehrana, lahko rečemo, da grem naprej, zelo se poudarja omega-3 maščobe tudi, lahko ste na to pozorni, vitamin D, zeleni čaj, gibanje, kar smo danes omenili, ker sem jih skušala samo nekaj izvleči, pa bolj razložiti. Hvaležnost imamo tukaj noter tudi, meditacija, molitev, a ne, in zdravo spanje. Tako da iskrena hvala za vabilo, na koncu sem že malo hitela, ker teh idej je vedno več, kakor bi bilo časa, a ne, zanje. Tako da tudi tega se je treba zavedati, da idej je več, kakor jih mi zmoremo vkomponirati v naše življenje. Tako da si želim, da če vam je ena od teh
ostala v spominu od tega predavanja, vas na nek način nagovorila, začnite z eno in boste uspešno začeli ta proces. Srečno. Hvala vam. Hvala za poučno predavanje, za nasvete, kako naj poskrbimo za naše možgane in kot ste rekli, hvala za izkušnjo, ki se je vpisala v naše možgane.